V nadaljevanju bomo prisluhnili drugemu zmagovalnemu eseju, ki nam ga bo prebrala avtorica Ajda Kogoj Fabčič, učenka 7. razreda osnovne šole Ivana Cankarja Vrhnika. Ajda, izvoli. Moja domovina. Kot sama mislim, je domovina tam, kjer si rojen, živiš in odraščaš. Domovina je tam, kjer so tvoja družina in prijatelji. Domovina je tam, kjer lahko govoriš svoj materni jezik. Že pisatelj Ivan Cankar je pisal, da je domovina ena sama. Predno smo dobili domovino, kot jo imamo danes, so se morali naši predniki kar pošteno namučiti. Slovenija se je 25.6.1991 osamosvojila, vendar je JLA dan po osamosvojitvi napadla Slovenijo. S tem se je začela 10-dnevna vojna. Oktobra 1991 je iz Slovenije odšel zadnji vojak JLA. Mene takrat še ni bilo. Mi je pa pradedi po mamini strani povedal, kako je bilo, ko so ga med drugo svetovno vojno zaprli v italijansko taborišče Gonars, iz katerega je pobegnil in šel v partizane. Ravno tako se je med drugo svetovno vojno med partizani boril moj pradedi po očevi strani. V 10-dnevni vojni pa je sodeloval na strani teritorialne obrambe Slovenije tudi moj oči, ki je bil poveljnik čete teritorialne obrambe in odgovoren za 106 ljudi. Pripovedoval mi je, kako se je takrat počutil. Po eni strani je čutil, da je udeležen v enkratnem in neponovljivem dogodku, zaradi česar je čutil zanos in ponos. Po drugi strani pa mi je govoril o občutkih negotovosti in skrbi za podrejene vojake. Domovina je kraj, kamor se vedno radi vračamo. Posebno se tega zavedajo ljudje, ki morajo zaradi svojega poklica, ki ga opravljajo, veliko čas preživeti v tujini. Tako je moj oče moral v času, odkar sem se jaz rodila, že 3-krat v tujino za 6 oziroma 7 mesecev. Verjamem, da je moj oče kljub internetu in možnosti, da se vidimo in slišimo vsak dan po računalniku, pogrešal naju dve z mamico in naš dom. Še posebno v Afganistanu, ki je tako zelo oddaljen od naše domovine. Verjetno se je takrat večkrat našel v besedah pisca Ivana Laha, zato vstaja v misli, kot iz dežele spominov in hite domov obiskati domovino. Ko pišem ta spis in se spomnim na naše košarkarje in druge športnike, ki so izkazali ponos, da zastopajo našo domovino Slovenijo, pa čutim verjetno podobne občutke ponosa, kot so jih moji starši čutili leta 1991 in takrat se še posebno močno zavedam, kaj je domovina. Moja domovina je zelo lepa in prijazna dežela, zato se moramo vsi skupaj potruditi, da bo takšna tudi ostala. Zelo jo imam rada in je ne bi zamenjala za nobeno drugo. Boljša domača gruda, kot na tujem zlata ruda.